Dobro jutro, evo, sreda je, danes imamo manjši zamikec in sicer pol ure zaradi tehničnih težav. Tako da jaz imam svojo kavico. Danes imam tako prav posebno šaličko, da lahko si kar preberete. V glavnem čist sem huda. To šaličko sem dobila od ene prav posebne Maje. Tako da, toliko da vam jo pokažem, no. V glavnem, dobro jutro. Vemo, s čim bomo začeli. S čim začnemo na vsaki nepremičninski kavici, torej z žrebanjem za našo nepremičninsko marelo oziroma dežnik. Tako da jaz bom začela kar z žrebanjem, ker vidim, da se že lepo nabirate in v tem času jaz lahko ravno izžrebam. Pa gremo. Torej, vsi tisti, ki spodaj komentirate našo nepremičninsko kavico, postavite kakšen nepremičninski izziv, jo delite, mogoče delite tudi nekateri v storijih, označite Galeja nepremičnine ali pa nepremičninska kavica. Vsi tisti seveda sodelujete v žrebanju vsako sredo za darilce. Pa poglejmo, kdo je to sredo. Tanja Kranvogel, Tanja, jupi! Tanja, javi se nam v zasebno sporočilo, da boš lahko od zdaj naprej hodila okrog z čist hudim dežnikom, Galeja dežnikom. Tanja, čestitke. Vidim, da se že lepo nabirate. Dobro jutro, Viktorija, dobro jutro, Petra, Tanja. Kdo še? Ne vidim zdaj vseh. V glavnem, vesela sem, da smo skupaj spet v novi nepremičninski kavici. Danes pa imamo temo, kakšni so v bistvu koraki, da se pripravimo na prodajo same nepremičnine. Zdaj, vsi tisti, ki ste z mano v živo, bom jaz zelo vesela in hvaležna, če spodaj napišete v živo in seveda kaj delate. Pijete kavico, mogoče čaj, tako da kar napišite spodaj v živo, pa odkot ste, da vidim, odkot se gledamo. Tisti, ki pa gledate posnetek, pa bom vesela in hvaležna, da spodaj napišete posnetek. Pa gremo kar k današnji tematiki. Danes je v bistvu drugi teden decembra, tako da jaz sem spet, ne vem, če vidite moj polover. Ne? V glavnem božičkovem polovru. Ker jaz imam v bistvu res rada december, ker je taki prav poseben mesec, srčen mesec. Napišite mi spodaj v komentar, če tudi vi obožujete december. Pa gremo zdaj na današnjo tematiko. Torej, ko se mi odločimo, da bomo nepremičnino prodali. Tukaj jaz vedno svetujem, da si na začetku naredimo neko strategijo, ker v bistvu mi zdaj ne prodajamo krajinskih klobas ali pa kaj podobnega in moramo točno vedeti postopke, kakšni so pri prodaji same nepremičnine, na kaj moramo biti pozorni in na kaj paziti. Ker se mi recimo odločimo, torej to je prvi korak je vedno, da moramo vedeti, zakaj sploh mi nepremičnino prodajamo. Zakaj? Bi radi z nepremičnino zaslužili ali pa smo mogoče vezani na nakup ene druge nepremičnine. In v primeru, da smo mi res vezani na nakup druge nepremičnine, je zelo, zelo pomembna dobra strategija. Da se ne bo zgodilo, da bo sama nepremičnina predolgo na trgu, kar nam bo povzročalo kaj? Stres in določeno frustracijo. In takrat bomo mi, ko se nam bo začelo muditi, začeli kaj? Spuščati ceno same nepremičnine. Tako da, pomembno je, da vemo torej najprej sploh, zakaj mi prodajamo samo nepremičnino. Torej, prva točka, zakaj jo prodajamo. Ko vemo, zakaj samo nepremičnino prodajamo, sledi točka 2
in sicer cena same nepremičnine. In sicer, zdaj koliko mi želimo za samo nepremičnino dobiti na tekoči račun in kakšna je oglaševana cena, to sta, verjetno se zavedate, dve različni zadevi. Zato bomo, naslednja točka je tudi zelo pomembna. Torej cena, kako določimo mi sploh ceno same nepremičnine? Tukaj vam priporočam, da se obrnete na enega nepremičninskega strokovnjaka, lahko na mene, dobro jutro, lahko se seveda tudi obrnete na mene, pa bomo skupaj določili prodajno ceno same nepremičnine. Ampak vsekakor, če boste pogledali mogoče malo oglaševane cene, recimo, da vi prodajate stanovanje na tej in tej lokaciji, boste pogledali, kaj točno se na tej in tej lokaciji trenutno oglašuje, boste videli, recimo, če vašega tipa nepremičnine sploh ni, pomeni, da je pomanjkanje po tej nepremičnini. Tako da oglaševane cene ne bi se pa jaz mogoče toliko zdaj osredotočala, sploh v tem turbulentnem času, ko se cene spreminjajo iz dneva v dan, da gledate mogoče realizirane cene za pol leta nazaj. Ker verjetno se strinjate, da realizirane cene za pol leta nazaj enostavno niso zdaj več tiste cene, ki trenutno so na trgu. Teda cena in določitev same cene nepremičnine, točka 2. Točka 3. Stroški. Zavedati se moramo, že preden se odločimo, da bomo našo nepremičnino dali na trg, moramo vedeti, kakšne stroške mi imamo vse pri prodaji. Ker dostikrat pozabijo stranke na kapitalski dobiček, na overitev, na energetsko izkaznico. In tukaj mogoče, da strnem te stroške, številka 1, torej preden začnemo z oglaševanjem, imamo strošek energetske izkaznice. Ko nepremičnino prodamo, imamo davek na promet nepremičnin. To zdaj verjetno že vsi vemo, davek na promet nepremičnin znaša 2% od prodajne vrednosti. Torej, če je vrednost nepremičnine 50 000, je davek na promet nepremičnin 1000 evrov. Imamo še potem tukaj kapitalski dobiček. Velikokrat pozabijo stranke na kapitalski dobiček. Ponavadi mi rečejo, jaz tukaj v nepremičnini živim že 1 leto in kupujem novo nepremičnino za bivanje. To je res ena taka zadeva, ko velikokrat stranke mislijo, da zaradi tega ne bojo plačale kapitalskega dobička. Kapitalski dobiček se pa seveda na razliko med prodajno in pridobljeno, če ste vi nekaj kupili za 100 000 evrov, prodate za 150 000, na 50 000 potem plačate kapitalski dobiček, ki pa trenutno znaša 27,5%. Zdaj naj bi se to malo spremenilo z 1. januarjem, ampak jaz ne obljubim nič. Ni še nič v uradnem listu, tako da bomo videli in bomo imeli, če se bo karkoli spremenilo, po novem letu na novo, da vam predstavim, kakšne so novosti. Potem naslednji strošek je strošek overitve, torej, ko greste vi overiti prodajno pogodbo, overite v bistvu svoj podpis na prodajni pogodbi. Pa imamo tudi strošek nepremičninske agencije, da ne pozabite za vse tiste, ki se odločite, da boste seveda predali prodajo same nepremičnine strokovnjakom. Teda to so nekako stroški, ki so, in tukaj zdaj v bistvu mi vidimo, koliko bomo sploh dobili na tekoči račun. In to je sploh pomembno, kadar mi kupujemo drugo nepremičnino. Ker ko mi kupujemo drugo nepremičnino, moramo točno vedeti, koliko bomo dobili na tekoči račun. Gremo naprej, jaz imam vse korake napisane, da ne bom kaj pozabila. In sicer številka 4, priprava dokumentacije. Tudi to je potrebno pripraviti, preden začnemo samo nepremičnino prodajati. Zakaj? Verjetno se strinjate z mano, da če pridete pogledati neko nepremičnino, ki vam je zelo všeč,
pa pogledate zemljiškoknjižni izpisek, pa vidite, da še je notri en kup starih hipotek, ki so bile že pred 10-20 leti izplačane in vas to verjetno malo odvrne. Teda pripravite zemljiškoknjižne izpiske, pogledajte, kaj imate sploh notri. Ne boste verjeli, ampak ogromno presenečenj se skriva v zemljiškoknjižnih izpiskih. Pripravite gradbeno in uporabno dovoljenje. Pripravite, recimo, če prodajate parcelo, lokacijsko informacijo. Pripravite pogodbo v medsebojnih razmerjih, v primeru, da živite v bloku in jo imate. Vse te zadeve bodo pred očmi kupca nekako, da je že vse skupaj urejeno in lahko hitro kupi. Ker če mora kupec čakati še, recimo, na lokacijsko informacijo za gradnjo en mesec, v tem času lahko on najde eno drugo parcelo. Teda pripravite tudi dokumentacijo same nepremičnine. Naslednji korak je priprava nepremičnine. Mi smo imeli na prejšnjo sredo na nepremičninski kavici do potankosti razdelano, kako pripravimo samo nepremičnino na prodajo. Teda, če koga to zanima, naj si pogleda prejšnjo nepremičninsko kavico, ampak zelo na kratko, nepremičnino moramo seveda pripraviti. Zakaj mi pripravljamo nepremičnino? Zato, ker pripravljena nepremičnina bo kupcu sprožila neke emocije, na podlagi katerih bo on potem seveda logično kupil vašo nepremičnino. To so v bistvu ene take male skrivnosti, ampak verjetno se strinjate z mano, zapišite mi spodaj v komentar, če pridete vi na ogled nepremičnine, ki je v razsulu. Stene so umazane, kljuke umazane, vtičnice visijo ven. Boste prišli na drugi ogled? Verjetno ne. In prvi vtis je lahko tudi zadnji vtis. Da pripravite samo nepremičnino, okolico uredite, posadite neke rože, torej, če imate umazane stene, jih prebelite. Dobra priprava same nepremičnine je zelo, zelo pomembna. Naslednja točka, točka številka 6, je priprava oglasa. Jaz vam svetujem, da vam oglas res naredi mogoče nek strokovnjak za te zadeve, zaradi tega, ker velikokrat vidim, da nekdo ima samo sliko od bloka od zunaj. Res, veste, koliko kupcev je s tem zgubil. Stranke pomislijo takoj, zakaj ni dal slik od notri? Ker je verjetno nekaj narobe. Dobra predstavitev nepremičnine. Napišite, kakšna je točno lokacija, koliko je nadstropij, v katerem nadstropju je dvigalo ali ni dvigala. S tem boste seveda dobili tudi neke prave kupce, ne da bo kupec prišel k vam na ogled pa rekel, joj, nisem vedel, da ni dvigala. Ne pride to v poštev za mene. Ali pa nisem vedel, da ni balkona. Tako da dober oglas, kot sem že prej rekla, prvi vtis je vse. In na podlagi oglasa se stranke seveda v večini primerov odločajo, ali bo sploh prišle na ogled vaše nepremičnine ali ne. Dobre slike. Jaz sem res zelo žalostna, ko vidim včasih, da tudi nekateri nepremičninski agenti imajo slike z še nekim starim telefonom, spodaj še piše slikano z Huawei. Res boli me srce, ko to vidim, ker je potrebno res vzeti si čas in pripraviti res dober in vrhunski oglas, da ne zgubljamo potencialnih kupcev že preko spleta. Torej, dober oglas. Naslednja točka je pa seveda priprava nepremičnine na oglede. To zdaj je podobno kot prejšnja točka, ko smo govorili, da je potrebno nepremičnino pripraviti, ampak kadar govorimo o pripravi na oglede, govorimo ponavadi o zadnji uri pred ogledi. Torej, pazite, kakšen vonj je v nepremičnini. Ne kuhajmo zdaj neke cvetače, zelja ali pa kaj podobnega. Prezračimo, neki nevtralen vonj naj bo, dvignemo rolete, da bo čim bolj svetlo. Če imamo domače živali,
naj gre mogoče eden izmed partnerjev na sprehod s kužkom. Če imamo otroke, je tudi zaželjeno, da grejo mogoče na sprehod v tistem času. Pa recimo, če imamo pesek oziroma muco doma, imamo ponavadi peske v kopalnici ali pa v predsobi in podobno. To v tistem času umaknite in se posvetite kupcu, da ne bojo drugi moteči faktori in tudi kupec bo v tem času seveda, ne vem, kužeka božal, se z vašim otrokom ukvarjal. Ne, vse te zadeve pač odstranite, poskušate vsaj in naj bo nepremičnina oziroma res se pripravite na ogled in imejte vse podatke, ki jih bo kupec po vsej verjetnosti potreboval. Torej, 7. točka je bila priprava na oglede. 8. točko sem napisala pogajanja. To, če se ne znate pogajati, zna biti hudič. In tukaj lahko izgubite 5-10 tisoč evrov. Res stranke, ko same prodajajo nepremičnino in niso vešče tega, ko pride prvi kupec in ponudi 10 tisoč evrov manj, takoj rečejo ja. Ne tega delati. Treba se je z kupci pogajati. Kupca je v bistvu potrebno pripraviti na takšen način, da bo v bistvu želel nepremičnino prvi kupiti po oglaševani ceni ali pa bo ponudil še kaj več. Ne pa, da bom prišel do nekih vzrokov, zakaj bo začel samo ceno zniževati. Pogajanja. Res vam priporočam, mogoče si pa nekaj preberite, če se res odločate, da boste sami prodajali, si malo preberite o samih pogajanjih. Ker pogajanja so v bistvu umetnost. In tukaj lahko hitro naredite kakšno napako, ki vas stane par tisoč evrov. Naslednjo zadevo, torej smo se že zdaj spogajali in pripravimo dobro prodajno pogodbo, ki je seveda vključeni so podatki EMŠO in naslov od kupca, prodajalca. Pazite na te podatke, da niso napačni. Nam se dostikrat zgodi, da nam stranke pošljajo napačen TRR, torej svoj TRR napačen EMŠO in potem to seveda pri overitvi dostikrat ugotovimo, da ne bo kupnina šla na kakšen drug tekoči račun, torej posebno previdnost pri podatkih. Treba je določiti roke in način plačila in vse medsebojne dogovore. Če ste se vi dogovorili, da bo v stanovanju ostala nova kuhinja, da bo ostala spalnica z omaro, dajte to napisati. Da se ne bo zgodilo, da boste kupili opremljeno stanovanje, na primopredaji pa vas bo pričakalo prazno stanovanje. Teda dobra prodajna pogodba. Jaz res priporočam, da jo date delati kakšnemu strokovnjaku, ki je za to usposobljen, ker verjetno tudi avta ne date popravljati vaši frizerki, ampak avtomehaniko. Teda previdnost pri sami prodajni pogodbi. In na koncu imamo še seveda primopredajo. Pri primopredaji jaz res priporočam dober primopredajni zapisnik, kjer se bojo napisali vsi dogovori in morebitne napake, da ne bo kupec potem čez en teden rekel, ja, jaz sem še pa tam opazil, pa tega nismo vpisali. Vpišite v primopredajni zapisnik vse, popišite tudi števce, da bo prepis samih dobaviteljev, in napišite tudi, katere ključe ste predali. Dostikrat se zgodi, da damo za daljinec za garažo ali pa rampe, potem pa kupec že to takoj po primopredaji izgubi in kliče čez en teden, ja, jaz tega nisem dobil na primopredaji. Če to napišemo v primopredajnem zapisnik, da je to bilo prevzeto, potem imamo vsaj dokazilo. Teda res napišite se v primopredajni zapisnik. To je zdaj v bistvu vseh 10 točk, ki sem jih nekako poskušala čim bolj zožati,
ker pri vsaki točki bi jaz zdaj lahko ostala 1 uro in razlagala na dolgo in široko. Zato pa imamo te nepremičninske kavice, ker imate vi kakšne izzive, lahko jih spodaj napišete in bomo se potem tem izzivom posvetili malo bolj na široko. To je to. December je, še enkrat ponavljam, jaz vas pozivam, da v tem mesecu odprete ne samo oči, ampak svoja srca in pogledate okolico vašo, mogoče vaš sosed rabi topel nasmešek, podarite mu ga in da res srčno preživite ta decembrski čas. Vidimo se naslednjo sredo ob 9. Vse skupaj vas lepo pozdravljam in se vidimo naslednjo sredo. Čau, čau!